Papež Frančišek se je danes dopoldne mudil v osrednje italijanskima škofijama Cremona in Firence. Obisk je bil zasebne narave in namenjen romanju na grobova dveh pomembnih italijanskih duhovnikov, Prima Mazzolarija v Bozzolu ter Lorenza Milanija v Barbiani. V Bozzolu je papež pristal ob 9. uri. Pričakala sta ga kremonski škof Antonio Napoleoni in župan mesta Bozzola. Takoj zatem se je sveti oče podal v župnijo svetega Petra, kjer je bil don Primo Mazzolari župnik od leta 1932 pa vse do svoje smrti 1959. V kapeli župnijske cerkve se nahaja tudi njegov grob, kjer se je papež najprej zaustavil v molitvi. V cerkvi se je nato srečal s skupino duhovnikov in vernikov ter imel spominski nagovor. Kot je dejal, sta tako Mazzolari kot Milani pri svojem služenju Gospodu in Božjemu ljudstvu pustila svetlo, a tudi neprijetno sled. Prima Mazzolarija se je imenovalo župnik Italije. Janez 23. mu je rekel, da je trobenta svetega duha v Padski nižini. Duhovniška osebnost don Prima ni toliko redka izjema, ampak krasen sad vaših skupnosti, čeprav ni bil vedno razumljen in cenjen, je zatrdil Frančišek in spomnil na besede Pavla VI. Hodil je spredaj s preveč dolgim korakom in pogosto ga nismo mogli dohajati. In tako je trpel on in trpeli smo tudi mi. Njegova formacija je izhajala iz bogate krščanske tradicije te padske, lombardijske, kremonske dežele. V mladosti se ga je dotaknil pomemben lik škofa Geremije Bonomelija, protagonista družbenega katolicizma in pionirja pastorale emigrantov. Papež Frančišek je spregovoril o aktualnosti Mazzolarijevega sporočila in o njem premišljeval s pomočjo treh simbolov: reka, pristava, nižina. Don Primo ha svolto il suo ministero lungo i fiumi, simboli del primato della potenza della grazia. Don Primo je svojo službo opravljal ob rekah, kar je simbol primata in moči Božje milosti, ki neprestano teče proti svetu. Njegova beseda je jasno misel in prepričljivo moč zajemala iz izvira Božje besede, iz premišljevanja in molitve evangelija. Kot župnik v Čikonjari in Bozzolu se ni varoval pred reko življenja, pred trpljenjem svojih ljudi, ki jih je oblikoval kot pristen in zahteven pastir.